Dokler ta miga. Tokrat smo se pogovarjali pa z Marijo Opeko, avtorice te čudovite knjige, polne humorja, za humorjem tako močno sporočilo, za katero je vredno, da vsi Slovenci slišimo, si zamislimo in na nek način doživimo neko spravo. In o tem smo govorili z Marijo v oddaji s knjigo. Tokrat v oddaji s knjigo bomo pa šli pogledati neke utrinke nekega drugega časa. Knjiga Dokler ta miga in avtorica Marija Opeka. Marija. Pozdravljena. Marija, odkot prihajaš? Jaz prihajam iz otroštvo sem preživela na Župenem, to je majhna vasica na Notranjskem. Drugač zdaj pa živim na Rakku s svojim možem, otroci so mi že ušli. In drugač pa učim, sem v šoli na Rakvu. Sprašujem te zato, ker ko se zelo sprostiš, je videti to narečje tvoje. Ja. Tako posebno. Jaz zmeraj pravim, da mi smo bogate Slovenija z narečji in vsako narečje je zame lepo, ne? Če se malo pohecam, edino za recimo štajersko narečje, je moj oče rekel za eno mojo teto, ki je bila s Štajerske, je rekel, da če imaš doma Štajerko, ne rabiš psa. To si zapisala tudi v knjigo. Ja. Zdaj, knjiga je, kako ne rečem, na eni strani poklon zgodovini preteklosti prednikom, na drugi strani popolna humorja in zanimivih zgodbic. Zakaj si se odločila sploh, da knjigo napišeš? Ja, v bistvu, jaz sem pri nas doma, kjer sem jaz živela, v bistvu smo imeli vedno polno nekih obiskov. Jaz sem včasih rekla, da je bilo na avtobusne postaje, polno nekih obiskov, poštar, dimnikar, daljna, ožja žlahta in v bistvu to se je ponavadi dogajalo v kuhinji in tam so nastajale razne zgodbe, pa tudi drugače, ne. In jaz sem to pač pripovedovala svojim otrokom in potem me je začela hči, moja Lara, pa tudi moja sestra Darja spodbujati, da ni to napišem, a ne. Želela sem pa tudi neke, da za svoje zanamce napisati, v bistvu da spoznajo svoje korenine, da to ne gre v pozabo, da bodo vedeli, odkot prihajajo, a ne. Da se ta zgodovina ne pozabi, tudi recimo, v bistvu je ta knjiga poklon tudi mojemu očetu, ker on je bil v bistvu neke vrste žrtev, celo življenje je hrepenel po ljubezni, po pozornosti, ki jo ni dobil, konec koncev je bilo to krivo tudi čase med vojno, ki so ga skozi zaznamovali, izgubil je očeta, brata in je v bistvu mogel pri 15 letih odrasti in skrbeti za svojo mamo in 3 sestre. Skratka, jaz sem želela, da mu izkažem eno hvaležnost, ljubezen, ki jo verjetno v času življenja sem mu premalo izkazala. In da mu s to knjigo dam poklon in spoštovanje in ljubezen. Lepo. Dokler ta miga je njegov izraz. Drži? Ja. Moj oče je bil tak unikaten, poseben. Drugač nas je pa naučil, on je zmeraj govoril, da moraš biti tak, kakršen si, da moraš stati za svojimi načeli, da se ne smeš obračati po vetru, ampak v bistvu, ker to ti nič dobrega ne prinese. No in skratka, kadar ga je kdo zafrkaval, kdaj bo sinu prepisal kmetijo, na primer, je on dvignil svoj kazalec, ga je zavrtel na 360 stopinj in je rekel, ne boste me zafrkavali, dokler ta miga, ne. In to je bil v bistvu njegov znamenit stavek, ki ga je 100.000-krat ponovil, ne. In se mi zdi, da to je bil on, ne. In zato sem dala tak naslov. Kakšna si bila pa ti kot otrok? Napišeš, da si bila polna vseh muh, izredno ferčna in tako naprej in tako naprej. Kakšna si bila? Ja, kot otrok sem bila izredno naporna, zato so me tudi dosti na počitnice dajali, da so me bile frej. Po celi Cerkniški občini in še izven. Rada sem nagajala bratu,
na njem izvajala kakšne eksperimente. Naprimer, zanimalo me je, če ga bo kaj speklo, če mu dam, ko spi, vročo polento na obraz, seveda ga je. A ne? Poleg tega sem bila pa tudi zelo firčna, vse sem tla vedeti, Bog var, da je šlo kaj mimo mene. Potem sem oprezala za svojo sestro, ki je imela fanta, a ne? In sem potem to tudi takoj zatožila. Če je župnik, recimo sosed je rekel, da včasih so nosili gobo za veliko noč, a ne, fantje, in potem smo mi doma to gobo v bistvu blagoslovili hišo pa poslopje. No, in enkrat je nam naš sosed, star možaka, rekel, da ne verjame, če so šli ti fantje v cerkev po to gobo. In seveda jaz sem šla takoj k našim župniku, ko sem nesla žegen za veliko noč, in sem ga vprašala, zakaj, če so fantje prišli po gobo, ker se mi zdi, da ni blagoslovljena. In župnik me je sam pogledal in je rekel, da gobe narastejo po snege, a ne. V bistvu, moj brat bi rekel, da mi je zaprl gobec, a ne. Slabost je bila pa še ta, ker sem takrat dala župniki namesto surova jajca, ker mi smo dali župniki, ena so bila za blagosloviti, kuhana, druga pa za pač darilo za župnika, ne. In v bistvu sem bila toliko zmedena, da sem dala župniku kuhana jajca, bomo pa surova prinesla, tako da nismo imeli tisto veliko noč blagoslovljenih jajc, a ne, tako da. Ja, bila sem zelo naporna, ja, moram reči, tako da, ne vem, sestro sem v glavnem skozi tožila, karkoli je naredila takoj zatožiti, tako da. Ja, ne bi si želela, da bi jaz imela take otroke. Je Klara hčerka, je tako Lara, ja. zapisala. Lara, to knjigo sem si od vsega začetka želela ne samo zase, temveč za vse nas, ki prihajamo za tabo, mami. Spodbujala sem te, da jo napišeš, ker sem vedela, da bo to pravi zaklad. Zate, zame, za moja brata, za moje otroke in za vse tvoje naslednike. Lara, zelo ponosna na vse skupaj. Ja. Pravi pa, da poimenuješ knjigo Četrti otrok. Drži? Ja. Kako rečeš temu? V bistvu četrti otrok, in jaz sem se včasih pohecala, ne. Da super je, a ne, četrti otrok, sam edino to je slabo, ki me porodnička ne pripada, ne, drugače pa. Ja, jaz sem se zmeraj želela še enega otroka, ampak ga nisem dobila, sem pa knjigo napisala. Evo, sem porodniške ni, praviš. Ja. Gremo nazaj na tvoje zgodbe. Kako si se učila brati? V glavnem, moram reči, da nisem bila lih odprte glave. Verjetno so bile tudi to, da sem bila v bistvu konec leta rojena, a ne, nisem bila še zgleda pripravljena za učenje in ni bilo niti interesa, ne. In jaz se spomnim, ko me je mami učila brati, in v glavnem je rekla I, V, O, poveži, a ne. In jaz sem jo pogledala in sem rekla mama, ne. In je čist me takoj zalasala in pač me ni šlo v glavo nič, a ne. Tako da in je obupala, potem je pa stara mama stopila v akcijo. Ona se ni nič pač trudila tako k mami, ona je druge prijeme se poslužila. Mi je obljubila, da mi bo kupila polkilsko čokolado z lešniki. Jaz sem bila pa izredno sladkosneda, a ne. No, in mi je obljubila čokolado in jaz sem v 14 dnevih znala brati, a ne. Ne samo Ivo, ampak še kaj drugega. Verjetno so se sinapse v mojih možganah končno povezale, a ne, da sem začela brati. Pa tudi računanje me ni šlo, a ne. Tako da moj brat je bil 4 leta starejši, pa je že osnovne operacije računal, jaz pa še zmeraj nič. Skratka, nisem bila nek Einstein v družini, a ne. Za verouk bi bila pa Zoisov štipendist. Nekoč mi je namreč nekdo rekel, je zapisala v knjigi, da sem tako radovedna, da bom nekoč še komu zlezla v hlače. Ja. Kratek odmor, potem pa nadaljujeva s svojimi zgodbicami.
Z Marijo se pogovarjava o knjigi Dokler ta miga. Knjiga polna humorja. Pa če preberem en tak stavek, malce kočljiv. Ata je rekel, da ji kurci kar iz oči gledajo. No, jaz tega nisem opazila, ampak Ata je že vedel. Marija, imaš kar nekaj takih izrazov, ki so zvezdico ali pa malo ležeče, da damo vedeti, da so tako na meji. Ja, tako bom rekla. Moj oče je imel sočen besedni zaklad, a ne? Pa jaz to pravim, pač eni to govorijo, jaz sem pa še napisala, ne. Sej pač to človeka tudi na en način okarakterizira oziroma pa nič ne mislim slabega. Sej, lej, namesto da rečeš Zdrava Marija, rečeš pa pač Ja, pip. ja, pi. Ampak v knjigo si na koncu dala pa potem tudi slovar, da lahko razumemo Ja, vse te izraze. ja. Eno so narečne, Ja. drugo so kakšne kletvice. Ampak tako ste vi govorili? Še danes govorite? Pi, ja. Dobro, kaj pa tvoje prve ljubezni? Ena zanimiva zgodba je bila, kako si se soočala s prvimi ljubeznimi. Ja, moja prva ljubezen je bil Emil. To je bil fant, ki je hodil, v bistvu, ki je bil od sosedove, od ene Milene, sin, drugače so živeli na Dunaju. In on je prišel med počitnicami pa za praznike na Župeno, a ne, s svojo mamo in z bratom. No, in v bistvu ta ljubezen se je razvila že takrat, ko sem bila stara 2 let. Ker ne čisto tako. V bistvu sem bila, moji starši pa sestre so šli v gost in so mene dali, mami me je dala v posteljico, a ne, spat in so me pustili, a ne. Včasih je bilo drugače kot zdaj, a ne. Zdaj otroka ne pustiš niti minuto samega, včasih so pa, a ne, in so me pustili samo. In seveda to je trajalo, a ne, par ur in sem začela jokati, verjetno sem bila lačna, polulana. In Emil, ki je bil 4 leta starejši, je to slišal in me je prišel skozi okno, je splezal v hišo in me je previl in me je potolažil. In v bistvu takrat se mi zdi, da je se stkala ena vez, a ne, ki je trajala. No, in potem, jaz sem bila pač skozi zaljubljena v njega in potem enkrat, ko sem bila stara 8 let, da greva v gost, a ne, gobe nabirati. In pač jaz sem tla na njega vtis narediti, a ne. In sem si dala modrček, a ne, od sestre, noč sem se robce zabasala, obula sem se njene sandale od sestre, z visoko peto, ker sem tla biti ista kot ona, a ne, ki je bila 6 let starejša. No, in sva šla in na kar sem jaz v bistvu se zvila nogo, ker peta se je zlomila, nogo sem si zvila. Potem sva šla do enega tolmuna, a ne, ker sem si jaz s robci, a ne, v bistvu z umetnimi joški hladila v bistvu nogo, a ne. Tako da, če tako pomislim, sem bila med prvimi, ki sem si dala umetno povečati prsa, a ne. V bistvu sem bila pred časom, če tako pogledam. Ja, vizionarka. Kaj pa je en tak zanimiv, smešna prigoda je še Koleska medi. Ja. To je pa, ja, to je spet ena kruta, po svoje taka kruta zgodba oziroma, ne. Tako surova. Surova v bistvu, ne. Kakor je bilo življenje na kmetih takrat, v bistvu na nek način je znalo biti surovo, ne. V bistvu moj oče je šel enkrat v snožet, mi rečemo, a ne, v bistvu kositi seno. Takrat se je še na roke kosilo. In potem je njegova mama, moja stara mama, mu nesla v jrbasu, tako včasih so še tako se dali svitek, pa jrbas, pa mu je nesla malco. No, in potem, ki je ona, oče je pač malcev, ona je šla pa senu malo palco tako narazen, da se bo prej posušilo. In potem je prišla do leskovega grma, a ne, in je tako list odtrgala, pa je rekla, joj, pa je obliznila
Pa je rekla, joj, France, to je bil moj oče, kako leska medi. V bistvu je šel pa moj oče par minut prej na malo potrebo, a ne, in zato je leska medila, ne. Ampak on je bil toliko z vraga, da ji ni povedal, ja. Pol, ki je polizala, ne. Ja. Tako da, Pa, to so krute zgodbe. krute. Čeprav, če pomislim, jaz bi bila tudi sposobna kaj takega narediti. No, knjiga je polna takih zgodb, da se nasmeješ, hkrati pa ni zgolj humor v tej knjigi, poveš pa tudi, kako je bilo res včasih življenje, ne? Ja. Kako bi rekla, da ko primerjaš z danes, kaj bi dala nek nauk, ali pa kaj bi rekla otrokom, včasih smo živeli drugače. Ja, včasih ni bilo vse z rožicami poslano. Prvič nismo imeli toliko stvari, ki imajo otroci zdaj, a ne? Ne vem, zdaj otrok se nekaj želi, mu takoj kupiš. Včasih pa tega ni bilo. Ne vem, vsake hlače so bile že praznik, a ne? Da ne govorim o, ne vem, kolo recimo. Pač zdaj ni problema. Ampak jaz pa mislim, razlika med nami, takrat otroci pa zdaj je, da mi smo imeli malo, da smo imeli veliko domišljije, pa malo stvari, zdaj je pa kontra. Zdaj imajo pa vsega v izobilju otroci, pa nimajo domišljije, ne. Mi smo se znali z ene palčke narediti, ne vem, piščalko, ne vem, karkoli. V glavnem, to je razlika. Drugače pa ja, pa še to je razlika, da smo mogli kar fajn delati. Sicer jaz sem bila bolj doma, imela bolj dve levi, a ne, sem se bolj izogibala, ampak vseeno sem mogla tudi kaj, a ne. Ja, pa hkrati noter tudi poveš to take stvari, ne, poleg humorja. Zelo lepo pišeš očeta in mamo. Ja. Mama celo, da ti je rekla, v življenju se vedno držim reka, ki mi ga je dala mami. Kdor da, dobi. Ja. In dodala je še, če ne od tistega, ki si mu dal, pa od drugega. Tako da imaš noto take modrosti, eni bi rekla kmečke modrosti, ki pa imajo svojo težo, ki se verjetno zavedaš šele V kasneje. bistvu oba sta mi, recimo, moj oče je bil tudi poln modrosti, recimo, takrat, ko sem pravila, ne, da sem se pač, ko sem šla v prsa pa to, moj oče zmeri včasih, ko sem bila že punca, pa sem se malo, recimo, si ni bilo denarja, da bi se šla pobarvati, ampak malo s peroksidom, ne. Pa on je zmeri rekel, da slab teč, ko svojega perja ne nosi. Drugače pa, ja, v bistvu na oba imam tako lepe spomine in tudi knjige sem napisala, da moj oče je bil včasih pravi zalar. Zakaj pravi zalar? Zato, ker izhajajo njegovi predniki so bili bolj take v stilu Razjarnikovih, pa včasih tudi težke za razumeti in poslušati. Ampak v bistvu jaz še zmeraj mislim, da če bi med tisoči kot otrok bi še zmeraj z njega zbrala. Zato, ker mi je dal vedno tisti občutek, ki ga niti ne znam opisati, ampak ga še zdaj čutim in je moj večni navdih. Predvsem me je naučil, da moraš biti tu, kar si. A ne? Pač, ker tu se, moraš biti to, kar si, pošten moraš biti, a ne? In dober. In to sta me naučila oba in sem jima izredno hvaležna. In ta čast, poklon je čutiti tudi v knjigi in to je pa tista globina, tista moč knjige. En kratek odmor, potem pa gremo tudi malo na dediščino. Z Marijo Opeka govoriva o knjigi Dokler ta miga. Poklon očetu, prednikom, vsem, ki si jih zapisala noter v knjigi. Je pa poleg teh humornih zgodb je noter ena res pomembna zgodba, ko rečeš, to je pa pomembno, da se ne pozabi. In to je očetova bolečina. Kaj je bilo to? Ja, v bistvu oče je bil tudi zaradi tega zaznamovan. Vsa familija je bila zaznamovana. V bistvu med drugo svetovno vojno, a ne, je moj oče izgubil, ko sem že povedala, očeta in brata. Očeta so v bistvu odpeljali 43. leta in ga ubili. Zato, ker je pač šel k vaške straži. Vaška straža je bila zato, ker
so tli te možje, ki so se priključili zaščititi svoje premoženje, a ne, ker pred partizani, a ne, ker so prišli odpeljali. No, in so ga pač prišli iskat in so njega in še 40 moških v Mačkovcu poklali v bistvu, da so še te kosti po vojni ležale, a ne, v gozdu. Brata od očeta so pa potem, ko je bilo konec vojne, 45. leta, on je bil pač del Rupnikovega bataljona. In ko se je vračal, ko so jih vrnili, a ne, s Koroške nazaj v Slovenijo, v bistvu za njim se izgubila vsaka sled, a ne. In moj oče si o tem nikoli upal govoriti, po vojni, šele po osamosvojitvi, a ne. Za njega je bilo to najhujše, ker ni vedel, kod je njegov brat v bistvu končal, a ne, svoje življenje. V bistvu brez sodišča, brez vsega, v bistvu so zginili in enkrat oče je včasih rekel, da verjetno je v Teharjah ali pa v tem Barbarovem rovu, ampak tega mi ne bomo nikoli vedeli. In v bistvu so bili zaznamovani, a ne, pol, ko je bilo konec vojne, a ne, je moj oče mogel pač prevzeti kmetijo, star 17 let, ker mama je bila psihično uničena njegova, a ne, skrbeče za svoje sestre. In potem so recimo jim še zemljo pobrali, gozd, to je bila srebrnina, a ne, vsake kmetije. Čeprav pol so jim vrnili, a ne, gozd so jim zemljo vrnili, ampak potem je bila pa spet obvezno, da je mogel recimo moj oče na roke, ne vem koliko lesa posekati, pa da države. Skratka, v bistvu oblast se je obnašala tako, kakor da mora dokončati tisto, kar še ni. V bistvu najprej jim je vzela očeta, pa sina oziroma, ne, brata, potem pa še zemljo, skratka, in v bistvu so bili zmeraj zaznamovani te bejle, a ne, kar se je tudi poznalo pri ugodnostih recimo od države. Tudi če pri vas? Tudi, ja, ja. No, in čeprav jaz sem se včasih pohecala, ne, so bili kakor te bejle, ampak priimek imamo pa rdeč, ne. Se pišemo rod. Ja, tako da, ja, in v bistvu jaz mislim, da to je že doktor Možina napisal v Slovenskem razkolu, da se v bistvu travme staršev in starih staršev prenašajo na naslednje rodove in jih trajno zaznamujejo, a ne. In jaz mislim, da mora to da v bistvu se moramo spominjati teh duš nedolžnih, a ne, ki so umrle brez, a ne, brez sodišča, pač tako. In da mora priti enkrat do sprave in da v bistvu, da se pomiri slovenski narod in da ostane samo še ljubezen. In to čutiš? Ti osebno to čutiš? Praviš, da se iz generacije v generacijo to prenaša? Ja, jaz čutim, jaz na sebe čutim, tako se mi zdi, sem čutila na sebi tudi zdravstveno, psihične tako travme. Ja. In upam, da se bo to enkrat ta naš slovenski narod pomiril s tem in da bo prišlo do sprave in da se to konča. In zadihamo s polnimi pljuči. Bi rekla, da je tudi knjiga en korak k temu? Ja, ja. Ker s tem, jaz, ko sem to pisala, sem se na nek način tudi sebe zdravila. Lepo si zapisala v zaključku, ne, ko se marsikdo vpraša, nekaj je pisati svoje dnevniške zapise, drugo je pa zdaj to preoblikovati v knjigo, dati v javnost, na nek način se razgaliti, kot povedati svetu, tudi kakšne družinske zadeve, in se marsikdo vpraša, a je vredno, zakaj knjiga? Kaj bi ti rekla? Meni se zdi, da je vredno, a ne. Sej marsikdo mi reče, si korajžna, pa to, pa se ti kaj te ljudi vprašala. Včasih se pohecam, da sem že toliko stara, da se mi prav vse fučka, ampak se mi zdi prav, sploh za moje potomce, da bodo vedeli, iz kje izhajajo, kje so njihove korenine, ker
pravijo, da smo ljudje kot drevo, a ne? Vsak človek je ena veja, vsak človek raste v drugo smer, ampak korenine imamo pa iste. In fajn je, da človek ve, kje so te korenine. In mogoče za svojo družino neke sprave. Tudi in predvsem pa se mi zdi, da sem svojega starega očeta pa strica, da sem povedala njihovo pravo zgodbo, da sem jim vrnila s tem mogoče tudi dobro ime. In pa lep zapis proti koncu, ki je verjetno za marsikatero knjigo. Pomembno je, da se teh zgodb ne pozabi, da se jih obudi, da se zavedamo, kako lepo sedaj živimo, da imamo vsega v izobilju, vendar nam vseeno nečesa manjka. Iskrene človeške bližine, ljubezni, sočutja, solidarnosti in pomoči bližnjemu ter tudi odpuščanja. Mislim, da je tvoja knjiga tudi povabilo k temu, da se starejšimi malo pogovarjamo, da povejo, kako so oni živeli, kaj je njih prizadelo, kaj so njihove travme. Ja. Bi rekla, da si to predala tudi svojim otrokom? Živijo s tem? Ja. Pogovore s predniki. Skozi pisanje pa so tudi te bolečine izpuhtele v neskončnost. Nastal je prostor za lepše zgodbe, ki v času in prostoru, ki jo imam še na voljo, še čakajo name. Kaj bi rekla, da je zdaj po knjigi, ki se to dala ven, ali kaj drugače? Kaj se dogaja? Kaj ti kaj rečejo? Moram reči, da imam dobre povratne informacije. Moram povedati enega gospoda, star 92 let, in je on to knjigo prebral. Hči je rekla, da se ni še nikoli tako smejal, kakor se je knjigo bral pa žena. 92 let. Ja, še avto vozi. Ja. To je z vasi Sleme, tam na Blokah. No, in je rekel, da bi on rad to spoznal, ki je to knjigo napisala. In sem šla k njemu domov, me je hči pelala k njemu domov, v glavnem, in sem bila ful toplo sprejeta in je bil ful vesel in pol mi je tudi on svoje zgodbe pripovedoval. Sem imela občutek, da bi želel, da jih zapišem, a ne? Ja, pač polno imam, recimo, me tudi ena sorodnica klicala, a ne, da je to knjigo brala, da so išle kar kocine po koncu, da bi svojo zgodbo, a ne, pač poslušala in da mi je ful hvaležna. Tako da imam, sploh se mi zdi tle v naši pri nas, v cerkniški občini, da je v bistvu kar uspešnica, no? Ja, je uspešnica, tudi zelo lepi odzivi prihajajo. Povabilo vsem nam pa verjetno, saj mene je to pomenilo, da si kdaj vzamemo malo več časa, tako kot ti opisuješ v vaši domači družini, ste se vsi družili, pogovarjali, zgodbe izmenjevali in da malo res povprašamo dedke, babice, pradedke, prababice, kako ste pa vi kaj živeli? Se mi zdi, da kar oživijo, kar razlagajo o prvih ljubeznih, o tem, kaj je bilo. No, in to bi bilo treba zapisati, a ne, da bi, recimo, da bi domače tu en bil, recimo, pa zapisal, a ne? Ker obstajajo zgodbe. Ker to gre to hitro v pozabo in je škoda, ne? Zapisi, kako si napisala, utrinki nekega drugega časa, ki nikoli več ne bodo taki, bodo šli v pozabo, razen če jih ujamemo, kot si jih ujela, v takle zapis. Mi rečemo, da so zgodbe, ki si zaslužijo živeti večno in tukaj res še enkrat poklon tvojemu očetu, stricu, tebi, da si res naredila nekaj pomembnega, tudi za to spravo, o kateri govorim. Ja. Marija, čestitke, čudovito knjigo, polno humorja si naredila in hvala, da si danes prišla. Hvala za povabilo.